kjer ga obsije svetloba. In pazite, on, ki vse ve, ki zdaj vse vidi, postane svet. A ni noro, obsije ga svetloba, on pa postane slep, ker ti odkrije, da vse, kar je počel, je bila slepota. Kaj odkrije? Odkrije, da on je vse delal za Gospoda in je odkril, da Gospoda sploh ne pozna. Kdo si ti, ko mu spregovori Gospod? Jaz sem tam, ki ga ti preganjaš. Kako te preganjam, ko pa vse delam zate? Ali ste ta ista logika v odnosu do Gospoda? Če smo mi taki do Gospoda, trmasti, trmoglani, delamo po svoje, v imenu Gospoda in kao za Gospoda, kako se to vidi? Je v odnosu do moža, v odnosu do žene. Vse delam za svojega moža. Mogoče ga pa zgusno ganjaš. Ali pa boš svojo ženo maltretiral, sekiral. Kajti, kaj je v zadnjem? V zadnjem je pač ta prekleti jaz. Ego, jaz in po moje. In kaj se mora zgoditi pravzaprav s Pavlom? Zakaj mora oslepeti? Zato, da dokončno dovoli, da ga drugi primejo za roko in ga odvedejo v Damask. A veste, on je hotel prijemati druge in jih odvedati. Zdaj pa on tisti, ki ga drugi primejo in se mora prepustiti, da ga odvede. In mora biti Ananija drugi tisti, ki mu reče, brat, v sebi mora najprej vzpostaviti prostor za drugega. In ko se vzpostavi prostor za drugega, lahko spregledaš. Ali ste? Tokrat rečemo, te imam tako rad, le vse, kaj delam za tebe. To ni ljubezen. Ljubezen je pravzaprav rekla, ja, te imam rad, poglej prostor, ki sem ga ustvaril zate, da ti lahko si. In to se zgodi tudi Pavlu. In zato sem Saul, in zato postane Pavel majhen, ker se mora sam zmanjšati, da bi v njem nastopil prostor za drugega. In zato se zdi temu Pavlu tako pomembno opozarjati, ker smo slišali po drugem kolegu Korinčane, imejte istega duha. Kaj pomeni istega duha? Delajte prostor do drugega. Si predstavljate, da pademo v dinamiko, jaz sem Pavlo, jaz Apollo, jaz Kefo, jaz pa Kristusom, kjer torej kaj? Usodločamo, se borimo, kako bi jaz usodobil čim več tvojega prostora. Saj smo vendar isto Kristusovo telo. In to veste vidi Kristus, ko nas pokliče. Kako je v nas ogromno potencijala in možnosti, da
postali njegovo telo, prostor drug drugemu. Kako v nas možnost, da odpremo vrata drugega. In vsakič, ko jih zmoremo odpreti, tudi po onem in tretjem dogodku, ko zmoremo spet odpreti, vemo, da smo še vedno uspešno na poti spreobračanja. In vemo, da je Božji duh še vedno v nas in da živimo z Gospodom in za Gospodom. Zato vam zares privoščim, da bi ob tem imenitnem zavetniku, ki so vam ga vaši predniki postavili za zgled, se z veseljem neprenehoma spreobračali in neprenehoma znova in znova dajali prostor drug drugemu in tako postajali eno